Lepo pozdravljeni in dobrodošli, lepo pozdravljeni. Danes imamo temo, kako spremeniti, ko se ne čutimo cenjene. Torej, dober večer, lep petkov večer, vsi, ki me danes poslušate, vsi, ki ste z mano in že vsi, ki boste to kasneje gledali, ker mislim, da bo ta posnetek lahko tudi marsikomu veliko odstrl, pokazal, kaj narediti, kadar se ne čutimo cenjene. Kaj narediti, kadar se ne počutimo spoštovane? Kakšne korake ubrati? Kako se sploh tega lotiti? Kako se lotiti teh občutkov? Wow, ne čutim se cenjeno, ne čutim se spoštovano. In seveda mi svet to odraža. To doživljam v krogu svojih najbližjih ali pa na delovnem mestu. Torej, kaj narediti, da bi se lahko počutila cenjeno, kaj narediti, da bi se lahko počutil spoštovanega? Moje ime je Asja Dominko, nekateri me poznate pod starim imenom Vlasta Kuster, sem specialistka EFT in več kot 10 let že pomagam ljudem, da spreminjajo te vzorce, da se rešujejo teh globokih notranjih podzavestnih prepričanj, v bistvu negativnih, ki jih želimo obrniti na pozitivno, ki želimo doseči, da slabo samopodobo, s katero smo zrasli, da jo očistimo in spremenimo. No, in to jaz že 10 let delam, ker prav slaba samopodoba je direktno povezana tudi z nastankom tesnobe, z nastankom nespečnosti, z nastankom tega, da smo neodporni na stres, ki se nam dogaja. In če se ne čutimo spoštovane, če se ne čutimo ljubljene, če se ne čutimo cenjene, potem običajno hočemo to nadoknaditi in delamo več in več in več in posledično se izčrpamo in v nekem trenutku ne moremo več. Danes sem se ravno pogovarjala z gospo, ki pravi, ne morem stati iz postelje. Pa srednjih let, 10 let mlajša od mene, lepa, mlajša gospa, izobražena, a ne more vstati iz postelje. Zakaj? Ker je zaradi svojih občutkov te slabe samopodobe delala več in še več, po 12 ur službi in potem še doma družino in 2 manjša otroka in še seveda mož in vse gospodinjstvo in ko to vse sešteješ, je to preprosto preveč za eno žensko telo in posledično, če se sami ne znamo ustaviti, nas naše telo ustavi, nam naše telo reče, to pa je too much, to pa je preveč. Torej, še enkrat dobrodošli vsi, ki se mi pridružujete, vsi, ki me danes slišite, spremljate, zelo sem vesela, da ste tukaj, dobrodošli, lep pozdrav. Danes imamo temo, kako spremeniti ta občutek, ko se ne čutim cenjena, kako spremeniti ta občutek, ko se ne čutim spoštovana. Rada bi vam pokazala tudi 2 knjigi, ki sem jih napisala, ker bomo danes veliko stvari pogledali prav iz teh 2 knjig, ker je veliko razloženo in tudi zelo lepe risbe imamo v teh 2 knjigah, s katerimi si lahko lažje razumemo, kaj se dogaja, zakaj se mi ne čutimo cenjene, zakaj se ne čutimo spoštovane. Prva knjiga je Tapkanje odpravi negativne misli in občutke in podnaslov je Trajno premagati anksioznost. V tej knjigi bomo potem pogledali risbe, zakaj v bistvu nastane ta slaba samopodoba, zakaj nastanejo ti slabi občutki. In druga knjiga, ki se bomo danes tudi dotaknili, je pa Moja nova samopodoba in s podnapisom Izbrišite stare vzorce in postanite samozavestni. In to je tudi tema, današnja tema. In danes bi rada nekako združila vse to, da vam razložim. Pa kar začnimo. Rada bi vam pokazala 3 čudovite risbe, pa začnemo kar pri tej prvi. Glejte, danes se mi ne čutimo spoštovane, ne čutimo se cenjene, kot da bi bili mi danes ta gospa, vidimo, da je žalostna, ne čuti se spoštovano, ne čuti se cenjeno. Ona zato dela več, razdaja se več, vsem hoče ustreči in posledično se izčrpa. In zakaj? Zato, ker je v njej, v njeni notranjosti še vedno deklica, ki se ona ni počutila cenjena, ki se ni počutila spoštovana. Ta deklica, ki se je skrčila, skrila, ki je edina tolažba bil samo ta medvedek njen. In mi v bistvu želimo, če želimo se počutiti cenjene,
Če se želimo počutiti spoštovane, tako kot se ta odrasla gospa tukaj počuti, v bistvu je treba iti do tega notranjega otroka v sebi in temu notranjemu otroku razložiti in mu dati podporo in mu reči, cenim te, spoštujem te, draga deklica v meni, rada te imam. Razložila vam bom, kako to naredimo, ker enostavno je reči, malo težje je narediti, ampak jaz sem tekom 10 let terapevtskega dela na sebi, ko sem res sama pri sebi morala stvari spreminjati, sem našla način. In danes vam bom razložila, kako v bistvu posežemo k temu otročku, kako ga najdemo in kako ga pripeljemo do tega, da se ta otrok boljše počuti, da se čuti cenjeno, da se čuti spoštovano. In potem imamo tukaj še tretjo risbo, ki je pa še tretji korak nadgradnja, ko deklico pripeljemo do tega, ne samo, da se čuti spoštovano, cenjeno, da deklica dobi na svoji lastni energiji, na moči, da je vesela in ko je deklica, potem smo tudi mi veseli, potem tudi mnogo lažje delamo, mnogo lažje komuniciramo, mnogo lažje si postavljamo cilje, mnogo bolj radostno živimo. In danes je ravno ta proces na vrsti, kako v bistvu doseči, da se čutimo cenjene, da se čutimo spoštovane. Prav? Pa bomo malo vključili tapkanje. Tapkanje je tehnika, ki mnogi med vami jo že poznate, za mnoge je pa nova in za mnoge je čisto tuja. Tako da samo par stavkov, zakaj v bistvu tapkamo. Tapkamo zato, ker lahko s tapkanjem posežemo v svoj miselni svet, posežemo v svoj čustveni svet, posežemo v te neke travme ali travmice, ki so v nas, ki so nas nekako zablokirale, ki so nam vzele tisto moč in te stvari želimo odpreti, očistiti, spremeniti. In če smo se kot otroci naučili resnice, nisem cenjena, nisem spoštovana, ker je bila to naša izkušnja, ko smo bili mi otroci, ni treba, da to izkušnjo nosimo celo življenje. Ampak če sami direktno ne posežemo v te naše spomine, v te naše travme, v te naša stara prepričanja, če ne posežemo, potem je to nekaj, kar nas spremlja celo življenje. Z delom na sebi lahko seveda to spremenimo in obstaja veliko različnih tehnik, metod, kako v bistvu zgraditi svojo samopodobo, kako spreminjati ta občutja in kako doseči, da se res počutimo cenjene in spoštovane. Jaz sem našla en način in meni se zdi najhitrejši, morda obstaja tudi kakšni drugi, ampak gotovo je nekaj, kar deluje in kar ni samo beseda, kar ni samo intelektualno, ampak gre dovolj globoko, da te stvari spremenimo. Zato bomo zdaj tapkali. Tapkali bomo zato, da se najprej malo sprostimo in da potem gremo tudi korak globlje, da poskusimo tudi malo te vzorce naše zamenjati. Prav? Pa naredimo najprej močen vdih, izdih, pa preprosto začutite svoje telo, začutite, kaj se z njim dogaja. In bomo začeli s tapkanjem zato, da sprostimo to napetost, prav? Pa bomo šli kar na karate točko in rečemo, kljub temu, da sem napeta, dajmo tako, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da sem napeta, se imam rada in se sprejemam. In fantje rečite, kljub temu, da sem napet, se imam rad in se sprejemam. In na vsaki točki rečemo, napeta sem, napet sem. Napeta sem, napet sem, napeta sem, napet sem, napeta sem, napeta sem. Naredimo vdih, izdih in zdaj želimo s pozitivnimi besedami se še bolj sprostiti in rečemo, izberem, da se sprostim. Izberem, da se sprostim. Na vsaki točki rečemo isto. Izberem, da se sprostim. 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 Spet naredimo vdih, izdih. Super. In zdaj bomo vključili v tapkanje to občutek, ki ga želimo spremeniti. Pa bomo ostali najprej kar v sedanjosti in samo najprej začutite, rečite na glas,
nisem cenjena ali pa nisem cenjen. Poslušajte svoje telo in poglejte, koliko je jakost tega občutka. Nisem cenjena, nisem cenjen. Dajte začutiti to. 10 bi bilo največ, nič pa pomeni, da to za vas ne drži. Nisem cenjena, nisem cenjen. Kakšno številko bi si dali? Kar napišite sebi na papir, da lahko spremljamo napredek, da lahko spremljamo, kaj se spremeni pri tem. Prav? Preden začne, pa dajmo. Kljub temu, da nisem cenjena, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da nisem cenjena, se imam rada in se sprejemam. In fanti rečete, kljub temu, da nisem cenjen, se imam rad in se sprejemam. In gremo na vsaki točki rečemo, nisem cenjena, nisem cenjen, nisem cenjena, nisem cenjen, nisem cenjena, nisem cenjen, nisem cenjena, nisem cenjen. In gremo zdaj malo izmenično. Kaj, če se začnem ceniti? Ne morem. 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 In da gremo še tretji krog. Izberem, da se začnem ceniti. 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 Super. Naredimo močen vdih, izdih. Tako, ko sem jaz, malo poslušajte, kaj se z vašim telesom dogaja, lahko si tudi kaj zapišete. In spomnim se leta nazaj, preden sem jaz poznala tapkanje, vem, da tudi jaz nisem se čutila cenjene, nisem se čutila spoštovane. In zakaj? Zato, ker nekako nisem čutila, da me svet dovolj spoštuje, ko sem bila čisto majhna. Se mi zdi, da pač sem rastla, saj sem imela vse, kar sem rabila, ampak tistega globokega občutka, da sem spoštovana in cenjena, pa nisem imela. Pa saj veste, odraslim se mudi, imamo skrbi in tako otroci rastejo in nevede se ta samopodoba oblikuje. In tako se oblikuje samopodoba vsem tem otrokom, ki zdaj rastejo v nas. Ko pa odrastemo, pa se želimo spremeniti. In danes, če rečem, nisem cenjena, ne, to več ni moja resnica. Čutim se cenjeno, čutim se spoštovano. In to sem dosegla ravno s tem, ker sem veliko tapkala, ker sem iskala situacije iz otroštva, kdaj sem se te resnice naučila in ker sem to spreminjala. In ta pot ni bila vedno lahka, ta pot je včasih povezana tudi z bolečino, včasih treba kako solzico potočiti, včasih je treba malo pobrskati po svoji preteklosti, ampak da se spremeniti in zelo vredno je, da to spremenimo. Tako da zdaj vas povabim, da še enkrat zaprete oči pa pomislite, kdaj se niste čutili cenjena. Kdaj ste se kot otrok počutili, da vas ne spoštujejo? Mogoče ste kot otroci takrat drugačne besede uporabljali. Mogoče ste čutili preprosto, da niste pomembni, da se vam želje ne morejo uresničiti, da pač odrasli imajo toliko svojih skrbi, toliko pomembnosti in nekako ni prave energije, da bi se otroku prisluhnilo. In zdaj, če ste našli kak tak prizor, bomo začeli s tapkanjem, pa vas prosim, da kar zaprete oči in samo glejte v mislih sebe, glejte v mislih ta prizor, glejte tega otroka in bomo čisto preprosto isti postopek tapkanja uporabili. Samo čutite tega otroka, ki se ne čuti cenjenega. Samo opazujte, samo sprejmite te občutke. Prav? Pa ker gremo, kljub temu, da se ne čutim cenjeno, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da se ne čutim cenjeno, se imam rad in se sprejemam. Kljub temu, da se ne čutim cenjenega, se imam rad in se sprejemam. In dajmo prvi krog, ne čutim se cenjenega. Ne čutim se cenjenega. Ne čutim se cenjenega. Ne čutim se cenjene. Ne čutim se cenjenega.
Ne čutim se cenjene. Ne čutim se cenjene. Ne čutim se cenjene. Še vedno lahko imate kar zaprte oči, poglejte to vaše otroštvo, lahko se vam filmi vrtijo in zdaj želimo to spremeniti. Kaj pa, če se začnem počutiti cenjeno? Ne morem. Kaj, če se začnem počutiti cenjeno? Ne morem. Kaj, če se začnem počutiti cenjeno? Ne morem. Kaj, če se začnem počutiti cenjeno? Ne morem. In dajmo še en krog. Izberem, da se počutim cenjeno. 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 Tako. In naredimo vdih, izdih. Tako, to je bilo malo za pokušino, malo, da smo odstrnili to. Bistvo tega vsega dela, ki ga jaz delam, ki sem ga sama pri sebi naredila in ki ga zdaj že 10 let delam in več tisoč ljudi je šlo čez moje roke in še vedno aktivno delamo stvari in se na vsakem primeru dokaže, kako ta sistem deluje, ki sem ga jaz nekako razvila, razumela. Tapkanje sem se seveda naučila pri ustanovitelju, ampak vse to, kako pa te stvari delujejo, pa je veliko prakse noter, veliko izkušnje, tako da res sem postala mojstrica tega, kako te stvari globoko spreminjati. In v bistvu je možno, v mnogih knjigah boste videli, da ti podzavestni vzorci, da jih lahko spreminjamo z afirmacijami, ampak moja izkušnja je, da afirmacije ne delujejo dovolj dobro. Mogoče ste že kdaj poskušali, pa ste si napisali nek stavek, cenjena sem, spoštovana sem, cenjena, spoštovana, in si to večkrat na dan govorite, si kam napišete, cenjena sem, spoštovana, cenjen sem, spoštovan. A kaj, ko je tu noter tako globok občutek, čisto kontra. In ta globok občutek je nekaj, kar na prvi pogled izgleda, da se ga ne da spremeniti. Sama sem postavila ta sistem 3-mesečne EFT terapije, ki sem jo poimenovala Srečna srečen, kjer gremo res globoko, kjer resnično spreminjamo te vzorce, kjer spreminjamo, ker ta globok občutek, če je tako močen, je povezan z neko močno čustveno bolečino. Tega se danes ne bomo dotikali, ampak samo da veste, da je možno, da je možno predreti ta mehurček, ga sprostiti in preprosto izliti to bolečino in potem šele te pozitivne afirmacije imajo vpliv. Potem šele čutimo, wow, cenjena sem, wow, spoštovana sem, wow, cenjen sem, spoštovan sem. In zakaj je to tako pomembno, da v bistvu delamo sami s sabo, da delamo s temi globokimi občutki, da se sploh lotimo svoje podzavesti, zakaj bi sploh to delali? Ker na prvi korak večinoma ljudje bi radi rekli, ti, moj partner, ti me ne spoštuješ, ti se spremeni, da se bom jaz počutila cenjeno. Ali obratno, ti, moja partnerka, me ne spoštuješ, ti se spremeni, da se bom jaz počutil cenjenega. Ali v službi me ne spoštujejo, oni se morajo spremeniti, da se bom jaz počutil cenjenega. Ali v službi me ne spoštujejo, oni se morajo spremeniti, da se jaz počutim cenjeno. Ne? To bi na prvo žogo mi razmišljali. Na prvo žogo bi radi, da se svet okoli nas spremeni, da bi se mi končno začeli počutiti dobro. Ampak žal stvari ne delujejo tako, mogoče ste že ugotovili. Ne moramo spreminjati niti partnerjev, niti šefov, lahko zamenjamo službo, ampak običajno, dokler pri sebe ne spremenimo, dobimo isto lekcijo. Zakaj? Ker sami sebe vedno nesemo zraven, sami sebe vedno nesemo v vsak odnos, v vsako službo in zato je edina rešitev, da začnemo spreminjati od znotraj navzven, da začnemo v sebi stvari spreminjati in veste kaj, pol se nam na zunaj stvari začnejo spreminjati, ker naši globoki občutki, ta naša podzavest je na nek čudežen način povezana z vsem, kar v svetu obstaja, vse je na energijskem nivoju povezano. In če smo mi polni, globoko polni bolečine, občutka nespoštovanja, potem nam svet tudi to da. In to je tisto, kar privlačimo in tu se vklopi zakon privlačnosti. In točno to dobimo.
toliko časa, da nas tako močno zaboli, da rečemo, ok, zdaj pa je dovolj, zdaj pa želim jaz iti globoko vase, zdaj pa vidim, da stvari se mi ponavljajo, vedno in drugi ljudje mi pridejo, a isto se ob njih počutim. Pomeni, da mogoče povsod, kjer imam problem, zanimivo, da sem tam vmes jaz. In zato je res, bi vam rada odprla oči, bi želela, da razumete, da je ves problem v nas, ampak tudi vsa rešitev je v nas. In da je res pomembno, da mi svojo čustveno bolečino očistimo, da dvignemo svojo vibracijo, da se mi počutimo, sami sebi dajmo spoštovanje, sami sebi dajmo, da se cenimo. Napišimo si pismo, podarimo si rožice, ne vem, naredimo karkoli, da si dokažemo, da se cenimo. Kadar pa nas občutki preplavljajo, negativni, nisem cenjena, nisem spoštovana, takrat se je pa treba malo umakniti, ven kot, se zavleči kot živalca nekam, pa si polizati svoje rane, pa se v bistvu soočiti s tisto globoko bolečino, ki je v bistvu otroška bolečina. Bili smo pred leti 10, 20, 30 ali še več, majhni in smo se čutili nepomembne. In ta občutek je šel v to naše mlado telo, v naš energijski sistem. In potem smo rasli. In zdaj imamo odraslo telo, a če tega občutka enkrat ne sčistimo, bo vedno z nami. In to, kar je znotraj, to je zunaj. Tako kot čutimo, to privlačimo. Tako kot je naša vibracija, tako se nam življenje dogaja. Tako da je res, če kdaj, potem je v letošnjem letu pomembno, da zdravimo svoje čustvene rane, da brišemo te občutke nepomembnosti, občutke nespoštovanja, da sami sebi dajemo spoštovanje, da si dajemo cenjenost. In kadar se resnično tako počutimo, ni prav, da druge krivimo, da na druge kažemo s prstom, ker s tem se mi postavimo v vlogo žrtve. Ampak je pomembno, da rečemo, ok, jaz sem problem, jaz sem rešitev. In da začnemo spreminjati sebe. Tako, evo, to je bilo malo pokušine, da malo vam odprem oči, da malo bolj razumemo, kako smo res mi kreatorji svojega življenja. Kreatorji pa s tem, ko gremo v svoje občutke in ko jih spreminjamo. Ne moremo spreminjati okolice, ampak ko pa noter sebe spremenimo, se pa tudi naša zunanjost spremeni in to je res čudežno in to resnično deluje. In to deluje, to res deluje, zato je vredno iti vase, čutiti bolečino, jo predelati, jo dati ven, začutiti, kako smo neskončno vredni, kako smo neskončno vredni spoštovanja, vredni tega, da smo cenjeni. In ko to živimo, potem nam življenje to na vsakem koraku daje. Dajmo še čisto za zaključek narediti še en krog tapkanja, da res gremo globoko. Če se vam čustva odprejo, ok, samo sprejmite jih. V redu? Samo zaprite oči, poiščite v sebi ta občutek, da nisem cenjena, da nisem spoštovan. Samo gremo v ta občutek in ga želimo samo čutiti in doživeti, si ga priznati in ga potem tudi spremeniti. Pa začnemo na tej točki in rečemo, kljub temu, da nisem cenjena, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da nisem cenjen, se imam rad in se sprejemam. Kljub temu, da nisem cenjena, se imam rada in se sprejemam. Nisem cenjena, nisem cenjena, nisem cenjena, nisem cenjena. Mogoče vas boli to, nisem cenjena, nisem cenjena, nisem cenjena, nisem cenjena. In zdaj gremo izmenično, da malo stara in nova resnica se malo med sabo borita. Kaj pa, če se naučim biti cenjena? Ne morem. Kaj pa, če se začnem ceniti? Ne morem. Kaj, če se začnem ceniti? Ne morem. Kaj, če se začnem ceniti? Ne morem. In tretji krog, gremo res, novo resnico vsadimo vase, novo afirmacijo, novo moč si damo. Izberem, da sem cenjena. Izberem, da sem cenjen. 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 Super, naredimo vdih, izdih.
Tako, in zdaj vas opogumim, da si lahko res nekam napišete en listek. Cenjen sem, spoštovan sem, cenjena sem, spoštovana sem. Naj postane to vaša notranja resnica. In če se bo vaša notranjost upirala tej resnici, potem se pač moramo ukvarjati tudi s to notranjostjo. Tako da lepo vas pozdravljam. Lahko se mi tudi pridružite v moji EFT terapiji Srečna srečen. Lahko pridete na uvodni razgovor, kjer se pogovorimo osebno, kjer vam malo razložim tudi, kako stvari potekajo, kjer najdemo neko rešitev tudi za vas. Tako da lepo vas pozdravljam, želim vam lep večer, želim vam lep vikend in vam povem, da vas zelo cenim in da vas zelo spoštujem. In vse dobro vam želim, lahko noč in adijo, srečno!